zapisujemo pozicijo, kje pač iščemo delfine, tudi če jih ne najdemo. In pa seveda pol, ko jih najdemo, pač pišemo lokacijo točno in pa tudi, ko jih spremljamo, še sproti pač beležimo lokacijo, kje se delfini premikajo. Če pišemo čas, trenutno pozicijo, kje smo, če vemo še točno lokacijo, ali gledamo ali ne, ocenimo stanje morja, pa če se v okolici nahajajo kakšne mreže ali pa koče in zapišemo tudi kakšne dodatne opombe, če jih imamo zraven. V primeru, da najdemo delfine, kjer se zapišemo določene podatke o skupini delfinov, ki jih vidimo in o obnašanju, ki je kakšne slike in tako. Ali interakcije z ribičim, če so prisotne z mrežami ali s kočami in še kakšne posebnosti. Obrazci pa v angleščini, ker delujemo tudi, mislim, ko imamo mednarodne tabore, pa tudi s tujci sodelujemo, tako da pač, mislim, je v angleščini in seveda delo lažje poteka. Kje si izvedela za ta tabor? Izvedela sem prek ene kolegice, ki v bistvu tudi študira biologijo. Pa tako, mislim, ker sem se bolj zanimala za morje, pa rekla, da ne gre malo pogledati na internetu to stran. Pa se mi je zdelo pa zanimivo. Torej si v tem tednu oziroma teh 10 dnevih že videla kakšnega delfina? Ja, videla sem jih 3-krat, tako najprej 2, pa pol 5, pa pol 20, tako da bilo je zelo zanimivo. Kako pa si to doživljala? Skoraj sem srčen infarkt pasala. Ne, mislim tako, zelo vznemirljivo je. Ne, in predstavljala sem si jih malo drugače, da so malo manjši. Drugače so pa zelo take luštne živalce. Iz cirke smo jih dostikrat opazili, tako da pač približno že vemo, kdaj pa ki bi jih lahko pričakovali za kakšnimi ribiškimi ladjami, mogoče pri kakšnih mrežah. Pač na globih delih, smo tam pred Piransko Pundo, jih je predvsem v zadnjem tednu bilo veliko retemen na globih delov tega morja našega, tako da tudi tam se dosti zadržujejo. Se pravi, tam, kjer je največ rib? Tam, kjer je bilo največ rib predvideno. Nina, rekla si mi, da na Piranski cerkvi je še en vaš tim. Kaj pa oni počnejo tam? Listo, ko mi pač opazujejo iz kopenske lokacije, ki imajo malo večji pregled, malo na višji točki so, tako da lahko načeloma vidijo dol. Ker tukaj s čolna smo le malo omejeni s tem, kakšen spekter okoli nas pač lahko pregledamo. Tako da oni nam pol, če v primeru, da jih vidijo delfine, nam tudi te podatke posredujejo, nas usmerjajo, povejo, v primeru, da je skupina razdeljena, na kjermu koncu je kakšen, koliko je takih skupin, tako da nam pač pomagajo v tem primeru. Tilen, daj povej mi, kakšni pogoji so najboljši za opazovanje delfinov? Najboljši je, če je voda mirna, po možnosti morje 0 pa bo forje v lesici, se pravi, da je kot olje, pa da ni padavin. To je pa to. Če ni sonca, ni dok problem. Ja, pa seveda, da je vidljivost dobro, ne? Če je zelo meglica, potem je to težko. Kaj pa turisti pa sezona? A to kaj vpliva na pojavljanje delfinov? Ja, vpliva. Opažamo, da poleti, še posebej zdaj, ko res po stotine gliserjev, bark in podobnega, da se delfini čez dan umaknejo bolj na odprto morje in se jih bližje obali večinoma vidi samo zjutraj pa zvečer. Takrat, ko opažamo tudi, da
da kadar se promet, v jutrnih urah, ko se promet poveča, delfini ponovadi odplavajo bolj na odprto morje in pol v začernih urah, ko se promet spet zmanjša, spet pridejo bliže obali se hraniti. Ne. Recimo gor, kadar naša ekipa gor z obalne opazovalne točke opazuje, tudi beleži število plovil, ki so na območju opazovanja. Ne. Ker skušamo pač to povezati z pojavljanjem delfinov. Ne. In zaenkrat pač kaže, da vpliva to negativno na delfine. Kaj pa najbolj ogroža delfine pri nas? To je težko zdaj tako reči, kaj je tista stvar, ki jih prav najbolj ogroža. To je en izmed stvari, ki jih pač skušamo tudi ugotoviti, ne? Kaj so tisti najbolj negativni faktori človeški, ki vplivajo na delfine. Ampak prav gotovo je en izmed faktorjev, torej pomorski promet, ne? Predvsem ta turistični, ne? Tisti redni promet, ki poteka skozi celo leto, niti ni tak velik problem. Drugi problem potencialno je onesnaženje, ker nasplošno recimo Tržaški zaliv ima že naravno dosti živega srebra zaradi idrice, ne? Človeška dejavnost pa količino toksičnih snovi v morju še povečuje in potencialno lahko onesnaženje oslabi imunski sistem delfinov, kar pa lahko vodi v to, da lahko delfin pogine tudi zaradi bolezni, ki so drugače dokaj pogoste v naravi, ali pa oslabi pač oziroma onemogoči zmožnost razmnoževanja, kar je potem seveda tudi za populacijo slabo, ne. Poleg tega so pa drugi vzroki lahko, ne vem, pomanjkanje hrane splošno zaradi onesnaženja ali pa zaradi prekomernega ali pa neprimernega ribolova. Slišal sem, da v tujini lovci na tune pobijajo mnogo delfinov, a pri nas ribiči kaj ogrožajo delfine? Ne, v tej meri ne, da bi se delfini kaj veliko zapletali v mreže. To je pri nas dokaj redek pojav, no. V zadnjih 9 letih smo imeli samo 2 potrjena primera, da se je delfin zapletel v ribiško mrežo. Drugače pa ni videti, da bi to bil en izmed poglavitnih problemov tle. Medtem ko ponekod po svetu pa je to velik problem, ne? Ampak pri nas izgleda, da delfini kar obvladajo sceno in da tudi način ribolova tukaj ni tak, da bi delfinom predstavljal kakšno veliko grožnjo, ne? Smo spravili